Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Soboto. Če lahko jaz najprej opišem, kaj se mi je danes zjutraj zgodilo. Najprej sem parkiral, pogledam na turn od stolne cerkve, in so se karali galebi. Ja. Precej morsko. Res je, pa tako modro nebo, ker trenutno ni nekih oblakov, tako da je kar lepo. Čudovito, pa glih prav, fajn temperatura, nekako deluje, kot da je ful vroče že, ne vem, tako čudno je danes zjutraj, tako. Takoj zatem nekaj metrov kasneje slišim nekoga, ki se razburja, smisla, spet, ne, okay, koga bom mogel vgasniti, se pripravim mentalno, če bo se treba spopast, ne, kot pač se vedno pripraviš. In pride en gospod, ki ni bil tak star zdaj, da bi zdaj rekel, in še imel malo pira. Smisla, lepo. Super. In se razburjal, da niti en nima vžigalnika. Kak je to možno? Hodi tu že celo jutro, 4-5 ljudi že, pa niti en nima. Neverjetno. Pa je rekel meni, če imam, se rekel, čakaj, da vidim. Pogledam, sem videl, da imam. Videl sem tudi, da ni za izgledal, kot da je izpod tuša. Sem rekel, tu imaš, pa mej. In je bil zelo vesel, jaz pa tudi. Cool. V smislu, da so še tu kakšni vžigalniki, sem rekel, zdaj ti jaz dam. Če nimam tam rezervnega, si me zdaj fajn zasral. Joj, ne, ti dam, ne, mej. In seveda tu ni nobenega. Lepo, se imaš trafiko tu prek. Ja, no pa se ne rabim, ne, pač kaj se menim. Dobro. Tako da, vsako sobotno jutro v Mariboru zna biti pestro, če pa ni tak pestro, da ne, se s kom pogovarjaš, pa je zagotovo pestro v vsakem primeru, kot recimo tudi imamo tukaj pred radijem nastavljen en paket, zgleda po končani fantovščini. Ja, neka dva, sploh ne vem kaj je, nisem dva taka velika tista glaža, to si lahko daš gor, Fras, na rame in hodiš in točiš vun. A s pipico, ne? Ja. Tako da so nama tu nastavili lepo, žal je prazno. Sem malo probal pipico, nič ni bom prišel. Ker da, če bi že probal, na duc. No, verjetno je bilo pestro tudi druge, ker na Smetanovi tam pri tehniških fakultetah je bil kozarec zlaman na pločniku. To je že kar daleč od poštne, naprimer, ker ponavadi vidiš. Ja, to je tak med štukom in poštno. Nekdo s kozarcem. Taka cona. Ja, veš da, Smetanova ulica je v bistvu druga poštna, ne? Ja, ne vem. Ne po druženju, koliko po pač potem rezultatih druženja, ne? Ja, če sem tako prav povedal. Sicer pa, če ste še spali, naj vam povem, ZDA Paragvaj 4-1. Tekma, ki je, mislim, da bila na sporedu ob 4 zjutraj. Precej zgodaj. Ja, zdaj pa gremo nazaj k muziki, ker sem že utrujen. Jaz tudi. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 13. junij, kaj imamo, Fras? Kaj imamo? Rodili so se Stellan Skarsgård, švedski igralec. Veš, ko jih je njih 5, koliko jih je teh Skarsgårdov. Ja, ne vem. Pa so kar prisotni v Hollywoodu, res da. V serijah in vsem. Bolano. Ok, recimo na zadnje tebi ljubim iz sveta Star Wars. Tam je bil v seriji Endor, je bil recimo Stellan Skarsgård. To je tak nepoznan. Dobro. Ali to so družina, ali se pa tudi v teh Marvelovih so bili. Vidiš, ni čudno. Je kaj piše se, primek je. Ja, pa če so familija, ali so pač se tak pišejo, slon, to te sprašujem. Ali so švedski Horvati, ali so v žlahti. A ja, mislim, da so familija, No, to. Sinovi pa ne vem kaj vse. Okay. Skratka, vse veš, poznaš faco, ne? Ja, verjetno. Okay. Tudi Tim Allen se je rodil na današnji dan, njega pa poznaš. Pa je drugo. Ne? Ja. Okay. Na zadnje se spomnim, seveda zaslovel verjetno z Home Improvement, tisto nanizanko
smešno, ki je bila izjemna. Ne. Sam svoj mojster je bilo po slovensko, tudi Pamela Anderson je tam nastopala. Res? Peter, mimo grede, če nisi vedel. Ne, nisem vedel. Tista asistentka je bila v oddaji njegovi, veš? Redno? Na televiziji. Mislim, da je bila druga. Da je najprej bila ena, pa so rekli, ok, bolj dobro rabimo, da so bolj njo dali not za nekaj časa. Seveda spomnimo se iz te serije znamenitega Wilsona, ki je vedno stal za plotom, pa se mu nikoli face videlo, ne? Pa seveda tega njegovega moškega glasa, ne, ki ga je spustil v vsake toliko, ko je naredil kaj ful moškega. Je naredil nekaj krulo, ne vem, ne znam tak narediti. Sicer pa tudi Last Man Standing je še ena njegovih teh smešnih in je prav tako izjemna in je kar zelo podobna vlogi iz one. Spet je oni ded, pa ful politika, pa Amerika, pa vse mu gre na živce. Ker vrhunsko. Dobro. Če bo kdo kaj zasledil. Drugače pa se rodil danes tudi Steve O, mislim danes, na današnji dan. Štef O. Ja, iz Jackassa, ne, poznamo. Ja. Tudi Chris Evans, ameriški igralec, se rodil na današnji dan, prav, verjetno najbolj znan kot Captain America iz Marvelovih filmov, ne, ali pa nasplošno iz Hollywooda. Tudi Sarah Connor, nemška pevka. Ja, ta. Pa Mary-Kate in Ashley Olsen sta se rodili na današnji dan. Oziroma Michelle iz Full House, ne? Ena in ista oseba, ampak vsaka je malo špilala. Tako. Dan danes sta ti sestri drugačni, Ja. kot je sprva kazalo, da bosta. Posušli sta se dol do... Krivi si nista Obisti. sami, ker vemo, kako delajo s froci v Hollywoodu. Res je. Ne? Spomnimo se Judy Garland, recimo. Dobro, to je že dolgo časa nazaj, ampak industrija je tak nekako ostala, pač, da so vsi malo munjeni. Tako. Ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1774, ja, Rhode Island kot prva severnoameriška kolonija prepove uvoz sužnjev. Leta 1956... Samo malo, koliko pa še dlje pol to trajalo, vse skupaj, to je Ja. zanimivo, ne? Še kar, ne vem, 200 let, ne? Tako. Zanimivo. Leta 1956 se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu. Ali pač... Ne. Leta 1983 Pioneer 10 kot prvi izdelek človeških rok zapusti Osončje. Ali pač... Dobro. Leta 2004 Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament. Domnevno. Leta 2010, to pa je vrhunski spomin, slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1-0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji. Aj se ti nor. Ok, pa to bilo fajn. Amo, da ne bi ružilo ono. Ne bo vzeli. Pa dobro. Ampak ja, izjemen spomin, ja. Leta 2018 na današnji dan Volkswagenu naložijo 1 milijardo evrov kazni zaradi škandala z emisijami. Milijardo evrov. Ok, mogoče se jim je 2 dni takrat, ne vem, no, kako imajo bilanco. Ja, Dieselgate, tako imenovani, ne, ko so prirejali te izpušne meritve, izpuste, no. Ja. Ne spušča toliko vun. Lažnivci. Verjetno niso edini, drugih tak, še ne. niso dobili. Zaluštalo se mi je, jaz se vam opravičujem, ampak kaj je? Te pa bi vi bili tu pa stiskali. Ja, kaj bo? Sarah Connor moram dati. Ja, seveda. Sem si prej zapel. Tako da dajmo, pa dobro jutro, pa Dobro hvala, jutro. da ste potrpeli skozi to rubriko. Glede na to, ob kakih izjemnih urah so na sporedu tekme na tokratnem svetovnem prvenstvu v nogometu, skoraj ziher rabiš kako šalco kave, da ne zakinkaš prehitro. Če ne mogoče kar 2 ali pa 3, Tako. toliko so po noči ob 3-4. Ker vemo, da že po 9 vse kaj je izjemen napor
Ali pa pač, da prej greš spat, pa potem, ko se zbudiš, ne ob 3 rabiš Če ti uspe. neko šalico. In mi smo se odločili, da vam pri tem malo pomagamo. Za vas imamo nekaj kavnih aparatov Krups Coffee Crush. Ja, in to ne navadnih aparatov, ne. To je Krups Coffee Crush kavni aparat. Razumeš? Ja. Taki lepi srebrno-črni. To je prvo. Super kafe skuha, jaz sem včeraj poskusil, mi je Jeger stisnil. Ja. Ena najboljših stvari pa je to, da je taki fajn oski. Da pa še lepo, ne? Genau lepo na kuhinski, tako da ga ni. Samo tam lepo, veš. Pa ga skuhaš, pa lepo tako prijetno brni. Veš, ko čakaš na kafe, tako... Pa to je najboljše, ko si sam v kuhinji, ne? Zjutraj lepo, pa je smrtno. Pa von potem. Meni tudi svetovno. No, tudi mi tukaj ga imamo v kuhinji, torej doli. Ja, in moram reči, da je lepo pa še, ja. Ja, fajn je. Ne zazema prostora. Ok, in z malo sreče lahko ta aparat vaš. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno napoveste izid ene tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ja, in tokrat iščemo pravilne napovedi tekme Anglija-Hrvaška, ki bo na sporedu v sredo 17. junija ob 22. uri po našem času, torej ob 10. bo po televiziji v sredo. Ok, Anglija-Hrvaška. Svojo napoved pošljite preko SMS-a na 051 220, torej koliko bo, in pa zraven obvezno pripišite še svoje podatke, na ime, priimek, vsaj, ne? Ne to. Ja, in logično veljale bodo prijave, ki bodo poslane do začetka tekme. Tako. Ne, ker pol ne velja. Napovedovati je hecno, ne? Ja. Vsaj. Ok, sicer pa več podatkov tudi na naših družbenih omrežjih, tako da lahko greste preveriti. Pregled tedna. Toti radio je obiskala skupina Kingston, pri nas je bil tudi Rok Predin, celotne pogovore najdete v audiošpajzi na totiradio.si. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu. Tomaž Medvar je predstavil nov del nogometne radijske oddaje 442, tokrat je obiskal nogometno šolo Roho, več o tem najdete v audiošpajzi in na naših družbenih omrežjih. Z digitalnim zobozdravstvom VBO smo v Fras in Medvar šovu na Totem radiju podelili 1000 evrov. Podravje je prizadelo močno neurje s točo. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Susu, ki je ocenjena z 9B+. Bravo, Janja. Bravo. Mislim. Jaz sem šel malo gledat in... Ne? Ni pač druge. Prav kaj. Pač ena in edina, unikatna in bravo. Bravo. Ob 270-letnici prve omembe šolstva v Lovrencu na Pohorju pa so slovesno odprli prenovljena šolska športna igrišča, obiskala jih je tudi predsednica Nataša Pirc Musar. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso. Jih je 7. Ko se mi pa to zgodi? Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, komercialnega, tam ti piše, da moreš. Ja. In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih 3 oziroma 4 sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih, ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, kaj moram narediti. In potem se počasi začneš ven vleči, počasi tako malo začneš v plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nimaš nič. In zapreš igrico. In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja. Ko se mi pa to zgodi? Poklical je Jeger. Na selniški strani pri Ruškem mostu je radar, policistka stoji pa meri vse tiste, ki se z Ruš peljejo proti selnici. 50 je tam omejitev. Adija. Mislim, da
pa sva pravkar prejela še en element za Jegerovo mapo. Tako, Jeger, hvala lepa za to prekrasno obvestilo. Previdno to reče, opazite še kaj, nič 1055. Sicer pa bomo danes skejtali in repali, Fras. Res? Ja. Kito, da Namreč, danes Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v Mariborskem skateparku organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona oziroma open mic je, ne, tako najgla. Yeah. In skate oziroma rolkarskega tekmovanja oziroma skate contesta, ne, kot se reče. In kako bo vse skupaj izgledalo, predvsem pa rolkarsko tekmovanje, ne? Kako bo to izgledalo, je povedal Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator tega rolkarskega tekmovanja. Verbalni boj med reperji, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde. Ja, solde dobiš, ne? Od kdaj do kdaj pa bo potekal dogodek? Začelo se bo zbirati nekje okrog ob 11. uri, od 11. do 1. se bo zbiral folk, potem ko se bo ena kritična masa zbrala, bomo med 1. in 2. uro in pa med 5. in 6. sfurali Cash for Tricks, skate in pa BMX session, med pol 4. in 5. ter med pol 6. in 8. bomo pa sfurali rap, potem pa od 8. do 10. ure zvečer bomo pa imeli druženje prosto po Pržernu. Lepo, ne? Kot se spodobi. Taki celodnevni dogodek. Res je. In zakaj tega ne gre zamuditi? Ker bo to res eno tako dobro druženje. Nazadnje imamo zraven tudi zdaj na novo tale basketplac, kjer se lahko tudi ob reperski glasbi, ki se bo slišala iz skateparka, se igra tudi kakšen basket. Gre se za neko druženje, kreativno, prosto, nič, kaj bomo rekli, preveč vezano na čas. Tako da kdor si želi preživeti kvalitetno popoldne v Mariboru, vedo, kam lahko pridejo. Čudovito. Ok, in še del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Če kdo ne pozna slučajno, lahko pride pa pogleda. Ja, da se vozite, ne, in si predstavljate, kot da ste nekje drugi. Ne? V Kaliforniji, ne? Recimo, ja. Na Venice Beachu, ne? Ko surfate. Ja, po panonskih ulicah. Po panonskih odpadul, ne, recimo. Tako da danes od 11. ure naprej, torej v skateparku v Mariboru, fajn dogajanje, tako da pridite mimo. 3 zabavna dejstva o svetovnem prvenstvu v nogometu. Če je že tu, ne? Ja. Kaj pa ne? In prvo v finalu prvega svetovnega prvenstva leta 1930 se Argentina in Urugvaj nista mogla odločiti za žogo, tako da Argentina je imela svojo v prvem polčasu, Urugvaj pa svojo v drugem. In glede te zgodbe so mnenja deljena, eni pravijo, da to ni res, je pa sicer zapisano na uradni Fifini strani, ja, da se je to zgodilo. Naj se ne lažejo. Tako, drugo... Ja, čaki. Vse ni samo v tem fora, da so imeli vsak svojo žogo. Fora tudi v tem, da so v drugem polcajtu oni imeli svojo žogo in so zaradi tega jim gole naštepali, da so bolj zmagali. Ja, no, se... Ne. Verjetno jim je to koristilo. Ja, eni so, Argentinci so jo imeli, mislim, da iz Škotske, ja. Urugvajci pa iz Anglije žogo. Uvoženo. Okay. Drugo, Indonezija se je na svetovnem prvenstvu pojavila samo enkrat. In se je. Ja, leta 1938 kot takratna nizozemska kolonija, imenovala se je Nizozemska vzhodna Indija. Igrati bi morali proti Japonski, pa je Japonska odstopila, pa so šli naprej, ne, avtomatsko. Potem bi mogli igrati proti ZDA, pa je ZDA odstopila, pa so šli avtomatsko naprej. Tako da so bili na koncu pač
tam in so špilali proti Madžarski, zgubili 0-6 in šli domov. In je to bilo to, in Indonezije ni več bilo nikoli. Okay. In tretje, na tej finalni tekmi prvega svetovnega prvenstva leta 1930 je sodnik sodil oblečen v srajco, kravato, sukno in pumparce. Ja, tako je včasih bilo. Ja. Prvi sodniki so mogli biti zrihtani. Kako je mogel laufati v tem? Ne vemo zdaj točno, koliko je kaj laufal. Pa kakšne kroge je imel. Ja. Mogoče so tudi glede tega bili bolj fini. Ja. Niso toliko, ne vem, ne bi mogel biti pogledat te izjemne tekme. Je pa tudi res, da če je bil dež, da je žoga imela 620 kg in ko si to z glavo, ti je lahko hrbtenjačo. No pa to ti, da je premočen, potem tam laufa ali pa hodo, ali nekaj, veš kaj, Ja. ko imaš to težo na sebi gor. Izjemno. Hvala lepa, Fras. Ni zakaj. Super. Danes ne pozabiti, fuzbal je kasneje. 3 zabavna dejstva o Nogometnih žogah na svetovnih prvenstvih. Dobro. Okay, dan danes nogometne žoge za delovanje potrebujejo elektriko. Ne? Uradna tekmovalna žoga za letošnje svetovno prvenstvo Trionda v sebi skriva napreden čip, ki tehta le 14 gramov in beleži podatke, pazi, kar 500 krat na sekundo. Wow. Beleži Kaj? podatke. Kaj? Za natančno določanje offside-ov se čip polni recimo na posebni postaji. Je vse, ne? Pa 700 milijonov kamer je, pa vse točno, pa ki je točno žoga, kdo se... Vse. Vidiš, tega sploh nisem vedel, da Nisi imajo vedel? neke čipe. No. Ja, to že imajo dolgo, ampak zdaj pa je to še bolj, ne? Pa še umetna inteligenca zraven pomaga pri vseh teh milijonih kamerah in je točno vsaki moment zabeležen v nulo. Nora. Okay. Večina žog prihaja iz iste države. Ne, zdaj vemo, svetovna prvenstva so vsakič druge, ampak žoga ponavadi ročno sešita prihaja iz mesta Sialkot v Pakistanu. Da, res? Ja, ki velja v bistvu za pravo prestolnico proizvodnje nogometnih žog. Jaz upam, da so delavci vsaj stari 18 ali več let. Jaz tudi, pa da so vsaj približno normalno plačani. Dvomim sicer v vse to, ampak... Ja, zna biti, ja. Zdaj prej si omenjal tisto prvo svetovno prvenstvo, ne, ko so imeli Urugvajci in Argentinci 2 žogi, svojo. Argentina je takrat v finalu vodila z 2-1 in pri polčasu torej so se odločili, da zamenjajo žogo in Urugvajci so na igrišče dali svojo, ki je bila večja in težja. Zato pa bolj ni šlo, ne? In potem na koncu so postali svetovni prvaki zaradi tega. Recimo drugo svetovno prvenstvo leta 1934 se je žoga imenovala Federale 102, ker je bilo v Italiji, ne, prvenstvo. Takrat je na čelu organizacijskega odbora sedel Benito Mussolini. Ja. In žoga je bila mehkejša kot tista prva in takrat so nogometaši začeli ful več igrati z glavo oziroma udarjati žogo z glavo. Prej niso, kaj je prej bila medicinka ali kaj? Ja, skoraj, da, ne, sploh pa, kot sva prej že omenila, če je bila mokra, to je vse vpijalo noter in je imela 700 kil. Ja, tako te žoge, ne, navadne, ko smo bili mali. Ja. Je bila ona gnila, mokra. Nek, ja, stufana, ne? Ja. Če je kjeri razpalo v zrak, pa si bil tak smotan, da si nastavil glavo, ker si pač videl to po televiziji. Si bil vsran. Ti je vrat premaknilo v križ dol, ne? In te je pol še bolelo en teden. Evo, sicer pa imate za čisto vsako žogo na spletu ogromno enih zanimivosti, tako da je fajn iti prečitati to kar vrhunsko. Cool. Hvala lepa, Tomaž. Ni kaj, stari, glej. Ja, glej. Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V soboto.